države je še dejal, da Slovenija v teh kriznih časih potrebuje trdno vlado. To bo upošteval tudi pri imenovanju novega mandatarja. V zraku še vedno visi morebitna kandidatura ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Dogajanje na političnem prizorišču pa je z izstopom iz stranke Socialnih demokratov nekoliko razburkala tudi poslanka Julijana Bizjak-Mlakar. Še nekaj dni nazaj celo med imeni za umestno mandatarko, danes zjutraj nič več niti članica stranke. V SD je bila vedno v nekakšni notranji opoziciji. Odnesla bi jo lahko pretirana naveza s prav tako odpadnikom iz SD Magajno, pa ne uvrstitev na kandidatno listo. Uradno je kaplja čez rok prodaja železniškega zdravstvenega doma v Ljubljani. Da želim z izstopom iz stranke Socialnih demokratov opozoriti članstvo te stranke, pa tudi javnost, na škodljive procese na področju zdravstva, ki jih spodbujajo in omogočajo dobro plačani funkcionarji in javni uslužbenci, tudi člani naše stranke. Pošiljanje pisem in uporaba odgovora ali neodgovora za odstop, to je pa res meji na težko razumljivo gesto. Lahko bi si našel malo boljši razlog. Vodja poslanske skupine je o izstopu izvedel zjutraj z elektronsko pošto. Čas pa je tak, da med vrsticami ne izključuje še česa podobnega. Ko običajno vrenje, ki nastane znotraj strank in tudi med strankami v prostoru, in letošnjo to vrenje in razpoloženje pa še posebej specifično. Ko vidite, da ima politika, vse politične stranke tako nizek rejting. Mnogo ljudi seveda, ki mogoče zdaj tudi sedimo v parlamentu, po 4. decembru te priložnosti več ne bomo imeli. Velika uganka predčasnih volitev Zoran Janković pa zdaj, ko imamo datum, ne more več čakati, morda bo razkriti v ponedeljek, pravi vodja prejšnje kampanje Boruta Pahorja.